Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o podzavestnih programih. Ta teden sem praznovala svoj 49. rojstni dan in kar precej sem razmišljala prav o tem, kako programiranje v maternici vpliva potem na celo življenje. Danes sem bila tudi na predavanju gospe Ljane Pranar, zelo dobro predavanje o vplivu tehnologije na naše zavedanje. Recimo eno od prejšnjih predavanj, ki sem jih poslušala, je pa bilo o tem, kako energija tega človeka, ki ulovi dete, se pravi babce, vpliva na celo življenje. Dobesedno je to prvi dotik. No, druga zadeva pa je, da še močnejši kot prvi dotik, tista oseba, ki se dotakne tega novega bitja na tej zemlji, je pa mama. Mama je pa tista, ki ga 9 mesecev nosi pod srcem. Mama je tista, ki s svojimi čustvi in hormoni vpliva na to nerojeno dete in potem, ko se rodi, v bistvu vsa ta njena čustva se prenesejo na zapis tega otroka. To je programiranje v maternici. In zdaj pomislite, če je bila mama prestrašena, kako mislite, da boste vi šli skozi življenje? Če se vas mogoče mama ni veselila, ali pa ste jo presenetili, a veste, vse to se nekje zapiše na energijski nivo in potem se mogoče celo življenje obadate s tem, da niste zaželeni na tem svetu. In dobesedno je potrebno to odkodirati z celične baze, ker v nasprotnem primeru nikjer ne boste doma, nikdar. Zato, ker ne morete biti nikjer doma, ker ste dobili program nezaželenosti. Pa kako prepoznati podzavestna prepričanja oziroma programe in druga zadeva, kako jih odkodirati. In to je za moje pojme najtežja zadeva v življenju, najprej jih prepoznati. Ker mi smo tako obremenjeni s tem, da sami sebi znamo lagati in si govorimo, ne, to jaz ne, sosed, soseda, sorodnik, jaz teh problemov nimam. Ampak ker živimo v svetu ogledal, to pomeni, da vse, kar opazimo pri drugih ljudeh, je dobesedno, kar opazim pri drugih so taki, drugačni, to sem jaz sama. Jaz v bistvu en delček mene prepoznam v teh drugih ljudeh. Tako da v glavnem, tukaj zadaj imam jaz mucka, v glavnem, in kako grejo te stvari? Poglejte, podzavestne programe najlažje prepoznamo na ta način. Jaz moram tole prestaviti kamero, da me boste videli. Glejte, to je sistem nihanja. In sicer, če se jaz tako postavim, roke prekričam zaradi tega, ker leva in desna polovica, ko imam jaz tako roke, jih povežem levo pa desno polovico. No in prva zadeva, če jaz rečem, jaz sem Minka, mene odnese naprej. Če pa rečem, ne vem, jaz sem Janez, kar očitno nisem, jaz sem Janez, me odnese nazaj. No in dejansko zdaj tako lahko preverim vsa svoja podzavestna prepričanja. Recimo, če rečem, svoji duši nosim zamero do svoje mame. Ne. Svoji duši nosim zamero do mojega očeta. Ne. Karkoli, ne vem. Svoji duši nosim kodo nezaželenosti. Ne. Vse lahko preizkusim in ker vse lahko preizkusim, vse ta podzavestna prepričanja, lahko dejansko pridem točno do vzrokov svojih težav. In kako to odprogramirati? No, prav tale položaj rok, molitev ali pa oko, glejte čez te strani, kot oko je. In dejstvo je, da ko jaz pritisnem na čelo, čelo tukaj zadaj, tretje oko, je v povezavi s hipofizo. Hipofiza pa preko možganskega debla grejo potem sporočila vsako celico telesa. In dejansko jaz lahko reprogramiram svoje podzavestne programe. Glejte, čisto na preprost način. Če imam težavo, recimo strah glede preživetja. Da imam v svoji duši strah glede preživetja. To pomeni, da enostavno, kaj naredim? Tukaj imam CD, aktivacija svete kode v srcu posameznika. To je iz knjige, ko ima življenje žur na strani 412. In tukaj noter imate tudi vodiče, tako da lahko vedno preverite, recimo za moške,
ki imajo težave z ženskami. Sovražim ženske. Vse ženske so nepoštene. Ker je bila mama kritična do mene, je to vplivalo na mojo samopodobo. V mladosti sem občutil izkoriščanje, v postelji odpovem in tako dalje. Dejstvo je, da vsak lahko preveri svoja podzavestna prepričanja, to je iz knjige Ko ima življenje žur, in potem naprej bomo pa na strani 412 zdravilno molitev dekodiranja. Najbolj enostavno sem jo posnela na CD in gre čisto preprosto. Na pomoč kličem vse svetle sile. In potem rečete: Vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo vseh smerih časa in prostora vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z, in tukaj noter damo svojo težavo. Recimo občutek izkoriščanja. Naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno božansko ljubeznijo. Potem pa vdihnemo, izdihnemo in si ponavljamo: sprejemam zdravljenje. Vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. To ponovimo parkrat in potem samo rečemo: hvala za zdravljenje. Sam povem, to je tako močno orodje, s tem lahko dobesedno odkodirate vse, kar je slabega v vaši podzavesti, in boste videli, ko se enkrat odprogramiraš od tega, recimo, če ta oseba, ki vas je ujela, ko ste se rodili, je bila sita svoje službe, vas je kodirala na to. Če je bila mama nesrečna v času nosečnosti, se lahko odkodirate od tega. Če mogoče ste se rodili kot dekle, kot punčka in so si želeli fantka, se lahko odkodirate od tega. Od vsega lahko se odkodirate in nastane nov program, poln ljubezni, sočutja, miline in predvsem to pol vpliva na vaše stanje vašega telesa. Tako da naredite nekaj v tej smeri. Iskreno verjamem, da lahko pomagam čisto vsakemu pri tem, da se čistijo podzavestni programi. Zdaj bom pa za vas potegnila še eno karto prehodu na vodovo, da vidimo, kaj sporoča za vas ta trenutek stvarstvo. Da vidimo sporočilo za vas ta trenutek. Jaz sem lepota in milina. Lepota moje duše se izraža na mojem obrazu in na mojem telesu. Lepota, ja, to je stvar. Lepota duše. Lepota duše, glejte, to je tisto, kar se vidi. Nekdo, ki nosi v srcu hudobijo, to se vidi točno na očeh. Nekdo, ki pa nosi v srcu sončno svetlobo, se tudi vidi na očeh. Se povsod opazim lepoto stvarstva. Lepoto vidim v sebi, v drugih in v naravi, ki je tudi, da razveseljuje mojo dušo. Ko se zazrem v svoj obraz, opazim lepoto. Jaz sem vsak dan bolj lepa. Moj obraz izžareva čisto svetlobo. Luč sije skozi mene in se dotika ljudi okoli mene. Občudujem vse ženske sveta in blagoslavljam vse matere sveta. In prav energija blagoslova je neverjetna, tako da dajte sejati samo dobro okrog sebe. Vemo, da je svet nepošten, vemo, da je svet zmanipuliran, vemo, da najbolj tesni odnosi nas najbolj šolajo. In dajte odpustiti vsem ljudem, ker če je nekdo okužen s temo, ni nujno, da vas posrka v svojo luknjo. Tako da pustimo, da ljudje se pacajo v svojem, druga ne morem reči, kot dreku, vi pa poskrbite, da se preobraste, da greste v svetlobo in da razmišljate samo dobro. Zato sejte dobro in boste videli, dobro se vedno, vedno vrača. Lep dan vam želim.